kot zgodovinar lahko povem, da je to res, ne, da slovenski parlament je med bolj mirnimi, ne, zlasti v zgodovinski perspektivi. Streljali so se v avstrijskem parlamentu, v ogrskem parlamentu, v jugoslovanskem. Skratka, kaj ekstremnega se pravzaprav seveda ne dogaja. Mislim, da je težava malce drugje. To pravi, da je vsaj del politike malce deluje zastarelo. Namreč, kaj pravzaprav je politika, kako bi jo definirali? Najbrž, da bi to moralo biti neko najsplošnejše prizadevanje za čim večjo blaginjo. Vse to je navsezadnje tudi definicija ekonomije ali pa kakšne, pravzaprav vseh dejavnosti, ki se jih gremo v javnosti. Ampak kaj pa je pri nas pravzaprav politika in na čem temeljijo recimo politične stranke, ne govorimo o vseh, ampak o nekaterih, ki pa potem, ko se postavijo na takšno pozicijo, od drugih terjajo, da se na tistem nivoju tudi razvidevajo. In tista stvar, ki je pri nas sinonim za politiko, je ideologija. Kot nek zacementiran sistem pogledov na zgodovino, na zacementiran sistem. In seveda, ko ima neka stranka takšen sistem, od vseh drugih pričakuje, da se bojo opredelile do teh vprašanj, ki so za te stranke pač bistvene. Ampak, če pogledamo recimo kakšno ameriško politiko ali pa britansko politiko, bomo videli, da recimo konservativna stranka v Veliki Britaniji, Cameronova, ni Churchillova konservativna stranka. In Churchillova konservativna stranka ni Disraelijeva konservativna stranka. V vsaki generaciji se pravzaprav oblikuje na podlagi misli o blaginji pač tisti pogled, ki ga stranka zagovarja. Ne pa na podlagi neke večne ideologije, ki bo od sedaj na vekomaj postavila nekatere stvari na svoje mesto. To delajo religije od sedaj na vekomaj. Medtem ko takšno pojmovanje politike se mi zdi izrazito predmoderno. In na zahodni Evropi pravzaprav takšnega pojmovanja politike ni več. Pri nas pa prenašamo ta stari vzorec in mislimo, da pač so politične stranke združenja somišljenikov. Do neke mere seveda so, sam tega tudi ne gre absolutizirati, zaradi tega, ker samo zelo majhne stranke so lahko združenje absolutnih somišljenikov. Čim pa je stranka velika, pa obsega vedno neki prostor. In stranke se razlikujejo potem in v modernizaciji strankarskega življenja se razlikujejo seveda potem, koliko prostora odpirajo, koliko različnih interesov lahko zajamejo. Zakaj ne bi na politiko gledali kulturniki pa seveda kulturniško, ne pa ideološko? Zakaj ne bi gospodinje gledali gospodinsko? Vse to je gospa Thatcher v Veliki Britaniji pravzaprav napravila in je mobilizirala nove in drugačne volivce, tiste, ki so mislili, da pač je politika nekaj, s čimer se je ukvarjala 20 let prej. Ne, politika je za vsako generacijo nekaj drugega. Ne pa perpetuiranje vzorcev. In zdaj seveda, če pogledate medije, jaz sem po neki raziskavi tudi analiziral, če boste gledali medije, kakšni so bili pred 20 leti, že po številu tem na naslovnici boste videli eno silno siromašenje. Glejte, pred 20 leti velikost slik. Danes so nosilne teme 2 do 3. Takrat jih je bilo vsaj 5-6
še bolj nazaj jih je bilo tudi do 10. Skratka, kaj to zoževanje pravzaprav potem prinaša? Ravno to zapiranje prostora in mediji bi pa pravzaprav morali prostor seveda odpirati. Mislim, vsakdo ima pravico gledati na politiko po mojem, vsaj skozi njegovo misel o blaginji. Te so pa seveda različne in spretnost stranke pa potem koliko različnih profilov, koliko različnih interesov lahko zajamejo. In v tem vidim tudi možnost modernizacije politike. Tiste države, ki grejo danes najbolj naprej, pravzaprav delajo to, da seveda boste rekli, potem so pa stranke nenačelne, pa ne vem kakšne še. Ja, poglejte, Tony Blair je pred 20 leti govoril o radikalnem centru v Veliki Britaniji. Če pomislite, kaj to pomeni, to ne pomeni nič, to je bedarija. Ali si centrist ali si pa radikalec, ne moreš biti oboje, ampak on je to znal napraviti. Danes isto formulo Klek uporablja, torej nekdo, ki je v koaliciji z konservativno stranko. To so čisto druge stvari, ali pa Nixonova republikanska stranka je pravzaprav mogoče bila bližja Rooseveltovi demokratski stranki in tako dalje in tako naprej. Tako se v razvitem svetu politika odvija, ne pa, da se perpetuirajo vedno isti vzorci. Če boste brali pa naše časopise pred 20 leti, boste videli zelo podobna vprašanja, mogoče ne tam takrat na prvi strani, ampak na drugi in tretji pa seveda že.